Zima je prišla, nafukal je snega. Sneg naš bili brat, ne moramo ga več srat. Skratka, mediji ne poročajo, ja samo malo, zdaj si bom pa, mediji ne poročajo samo tisto, kar je vam lepo. Gospod Hoivik, dajmo se umiriti, fante, saj bo vse v redu. Skratka, ja, poslanec, prosim, če se... osebno NH in pa kako to, da je dobila službo na Sovi? Službo je dobila zato, ker se je prijavila in je šlo to vse po postopkih. Poznate osebno? Poznate osebno? Poznam jo že dolgo nazaj, že dolgo pa se nisva srečala. Gospod Horvat, jaz sem doktor Prenk, ne gospod Prenk. In če nam že tlele žugate, da moramo poslušati doktorje, ne, potem pač vidim, da vam tega ni treba. Pa pejte, če vi ne boste doktore poslušali. Vse vem, kako se to. Ne poslušaj me, kaj govorim, ne kaj delam. Poslušaj me, kaj govorim, ne kaj delam. Ne. Ampak, evo... Mimo grede, če je kdo videl moj poslovnik, ki je lepo pobarvan z barvicami in označen, bi bila zelo hvaležna. Sem ga zgubila, namreč imam novega, pa zdaj le povem, če pa ga kdo našel, da mi ga prinese, bom prej našla ustrezne določbe. Zelo me veseli, da je danes prišlo do tega posveta. Kaj ste mi robili? Da to sem jaz dal? Državni sekretar. Ko je na prvem parketu zunanje političnem, ki je preproga, ni parketa. In pa, če morda pričakuje, da bo uprava danes razrešila Valentina Hajdu. Torej, vprašanje glede povprečnin. Lepo se imejte. Minister. Uživajte, dokler lahko. Hvala lepa. Evo zmaga, odlično. Dobro, vožnja, da zdaj moram pa še ga priključiti na elektriko. Pa luči moram ugasniti. Menedžerji v moji starosti, pa prosim lepo, to je moja izkušnja in to je moje osebno mnenje, zares ne potrebujemo nižjih davkov. Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili. Razen, da bi imel več denarja na računu, bi zapravljal za mogoče večje neumnosti. Should Russia hand back Crimea? I don't know, because it is their own matter, so it matters. I think they should make referendum again. Sprevrženo je, resnično je sprevrženo, da ljudje, ki ne boste sodelovali v vladi, govorite o menedžeriranju te vlade, ki jo menedžerira vrhunski menedžer, ki mu najverjetneje nihče tukaj od nas ne seže do pet. Vrh, ki bo v januarju, je namenjen točno tej temi, zdravstvo, pa ne zaradi zahtev koalicijskih partnerjev, ampak zaradi tega, ker smo napovedali že vnaprej, da bo leto 2023 leto reform. Jaz sem samo povedala, kako bom glasovala, nisem pa obrazložila tega. Vam dajem zdaj nekaj časa, da se nasmejete. In še upoštevam bom pa upoštevala še vaš predlog, pa si bom sama sebi dala opomin. Okej. Vsi dajemo opomin, si sama sebi izrekam. Povabili in pričakovali smo seveda pristojnega finančnega ministra, dobili pa obrambnega ministra, gospod Šarec, dobrodošli. Dobrodošli, a mene ne marate, ali kako? Vsekakor, ampak... Gradili bomo montažne objekte. Smo že v kontaktu s največjimi proizvajalci montažnih v Sloveniji. Po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za 100 hiš na mesec. 100 hiš na mesec. Vi niste sposoben voditi tega državnega zbora. To dokazujete vsakič sejo, vsako posebej. Vi nimate kompetenc, ker nimate empatije in ste nestrpen. Izrekam vam opomin. Hvala lepa, bom nadaljeval. Pa mi boste jih še dal, ker ste nekompetenten in nesposoben. Kolikor jaz vem, so seje. Pozdravljeni, gospod Janša, lepo, da ste se nam pridružil. A ste bil noter? No, se opravičujem potem.
če se bi mi že približali evropskemu povprečju, bi to pomenilo, da bi pobrali iz davkov 1,3 BDP več, kar je okoli 800 milijard evrov. Če ste kdaj cvrli krofe, veste, kako je treba imeti kuhinjo zaprto, toplo in da nihče ne hodi noter. Ne? Če ti pa vsakih 5 minut nekdo hodi v kuhinjo pa tako naprej, pa ne bodo krofi uspeli. Ne? In približno tako je s temi projekti. Gospa Javova, če bo prihodnje leto nek poslanec in če boste vi v parlamentu, na seji rekel, da želi obeležiti za Madžarsko nepravično, katastrofalno trianonsko pogodbo. Kako boste reagirali? Obeležiti v kakšnem smislu? Obeležiti za Madžarsko katastrofalno trianonsko pogodbo. Zdaj jaz ne poznam tega, kaj je za Madžarsko katastrofalno in kaj ne. Jaz pač sem nova v tem in se moram glede tega še podočiti, tako da vam žal ne znam odgovoriti na to vprašanje. Bo kakšen štajerski kmet prijel za vrat pa rekel, kaj se fokaš, baba blesava. To se dogaja in se bo zgodil. Se bo zgodil, se je že dogajalo na Štajersko, pejte malo naokrog. To je slovenski jezik in imam pravico govoriti v slovenskem jeziku. Gospa tamle, prosim, umirite se. Gospod Logar, dajte mi mir. To, kar so banke, kar so... Dajte mi mir, da končam odgovor. Ne morate prekinjati stalno. Normalno odgovarjate, se lahko demokratično pogovarjamo, gospod župan. Ne vem, kdo je predlagal konverzacijo. Moj predlog je bil, da... Konzervacijo, ne konverzacijo. Prosim? Konzervacijo. Vse ste ne konzervacijo. A niste slišal? Kar, govorite. Je pa ta sistem nekako povezan s tem ekranom. In vmes je, po mojem, nek program, ki teče na osnovi Windowsa. In tle smo opazili, da je med tem prišlo do posodobitve Windows sistema. Ja, čak malo, kaj zdaj? Mir v dvorani, prosim. Mir v dvorani. Mir v dvorani. Dal sem vam postopkovne predloge, ki ste jih, poslanke, izvolite. Danes sprejemamo že 5. paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic koronavirusa. Danes sprejemamo že 5. paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic koronavirusa. Premier. To je bilo s pravim občutkom. Kot vidite, imamo prijateljske odnose na vrhu Evropske unije. In to, da imamo občine z 360 prebivalci in da imamo občine z ne vem koliko sem kaj prebrala kvadratnimi metri, najmanjša občina Odranci meri 7 kvadratnih metrov, pa ljudje moji. Prispevek je nadomestilo za delovno soboto, tako je bilo mišljen. Ampak kje to piše v tem zakonu? Ker piše, da morajo vsi plačati prispevek. Razen, če delajo delovno soboto. Ne, kje, pokažite, kje to piše, tega ni v zakonu. Kje piše, da tisti, ki jo delajo delovno soboto, ne plačajo prispevka? Če mi najdete, pa vam bom potem vzela tale papir. Ja, Gospod Černač, lahko vi nadaljujete, prosim. To je formulacija Ministrstva za finance. Ni tega noter, jaz sem prebrala tega noter, ni plačajo vsi prispevek, lahko se pa zmanjša za delovno. Če bi mi vnaprej povedali, da me boste prosili za tolmačenje tega zakona, bi prišel z tolmačenjem tega zakona. Živena vsi narodi, dokler ne čaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak. Nisem najboljša pevka. In jaz upam seveda, da se vodni top kot prisilno sredstvo ne bo uporabljal, da ne bo potrebe za to, da tudi... Štarter je šel, pa so takoj odpravili. Šel je štarter, ampak so takoj odpravili, ker je bila ena žička, pri izdelavi je bila preveč zacvikana in je tako, da je bila napaka minimalna. Zanimivo je, da ko govoriš o udbi enega poslanca, to zmoti ne bo. Šel posej malo se znam prečekirati. Zdaj, od 14.000 do 14.999. Dobro jutro. Objavimo vse poslance s pogledom. Za lep dan. Na obe strani pomahala, da bodo vsi zadovoljni.
Gospa podpredsednica, to, kar ste naredila, je popolnoma v nasprotju z poslovnikom. Predsednik naše stranke, Franci Bogovič, je držal roko gor. Pogledala ste in videli ste, da je držal roko gor. Verjetno ni držal roke gor, da bi vas vprašal, ali sme na WC, ampak zato, ker je hotel obrazložiti glas. In to pravico ima. A dela zdaj? 10 minut? Ja, mogoče niste prav utaknil. Joj. Tudi tu ste bili tiho, tako kot pri veliko drugih stvareh, ki jih je počela. Samo eno vprašanje. Čakajo me druge obveznosti, lahko pridem nazaj, pogovorite se do konca, res ni korektno z vaše strani. Vse v redu in prav sem pripravljena odgovarjati na čisto vse, obljubili ste pol ure, 20:01, moram biti nekje, z veseljem pridem nazaj, ampak res žal moram jeti na druge obveznosti. Bomo končali, se lahko samo poslovimo od naših gledalcev, gospod Pirc Musar. Očitno ne v njeni prisotnosti, dobro, bomo razumeli, hvala seveda. To je zelo zaskrbljujoče in ne moramo iti zdaj naprej s temi glasovalnimi napravami. Jaz predlagam postopkovni predlog, da od zdaj naprej na tej seji glasujemo z ostajanjem, tako kot poznajo nekateri drugi parlamenti, do konca seje. To je resen. Prosim, oprostite, gospod Rupar, lejte, če poslanec pove resnično dejstvo, se morate vi vprašati, kaj je z vami narobe, da vas resnično dejstvo žali. Resnično dejstvo ni žaljivo. Hvala lepa, gremo naprej, nehajte. Nehajte. Ne derte se vi name, vi niste nič, gospa. Vi niste nič, ne derte se name. Še enkrat vas opozarjam, drugi opomin vam dajem. To veste, da vas ti ljudje civilno tožijo. Upam, da vas bodo, ker se greste neosnovane obtožbe in tukaj operirate z imeni ljudi. Sramota! Sramota! Kaj takega pa še ne, no? To je pa resno dno, to je pa skrajno dno. Skrajno dno. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Po vsem svetu zaplovi do vseh slovenskih tlačenih domov. Skratka, tudi predsednica Državnega zbora je jasno udeleženka te proslave in očitno v tej vlogi seveda tudi vidno uživa. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Ne, sem jaz nič kriv. Ja, so težke teme, ja. Hvala. Matjaž, res si od domu. Poli gremo. Matjaž. Prosim tehnično službo za pomoč. Zdaj bom jaz tisti, ki bom izpadel. Mečka na vaš program. Davčne počitnice za dobičke na nova podjetja, upoštevanje potreb gospodarstva v šolstvu, posodobitev medijske zakonodaje s podporo manjšim medijem. Drži. Drži? Ja. Jaz sem to je program SDS-a. Sorry. Vem, en profesor mi je rekel, da sem, pa ne samo meni, saj so vsakmu rekli, da je neumen, ko moški spolni organ. Zanima me, če veste, kaj so to energetske izkaznice. So z zakonom predpisane, so določene že davno tega, če pa vi hočete preverjati moje znanje, pa mi to potem povejte, ne pa da me vprašate eno vprašanje in potem objavite, ne, če je kdo izpade bedak, objavite.
zanima, če poslanci veste, zakaj se. Gospa novinarka, a vi veste, kaj je energetska? No, pa mi povejte. To je listina, s katero se bo določalo, ali je neka stavba, nepremičnina, stanovanje ali hiša energetsko varčna, oziroma koliko je varčna mačna stopnja od A do G, in po tej lestvici se bo nekako določalo, koliko toplote torej porabite recimo za gretje. Mi smo samo spreverjamo, zakaj je to nesramnost, gospa, povejte mi. Vi mene ne pridete vprašati za celo vrsto stvari, ki jih novinarji tudi napak interpretirate. Vidite, zdaj tega ne snemate. Zaradi tega, ker je vam v škodo. Torej, jaz bi želela, da bi nas vprašali za marsikatero zelo pomembno stvar, ki se pa vašemu televizijskemu kanalu ne zdi pomembna. Kot recimo, povejte nam. O marsikaj. Stavite mi eno sedaj, prosim. Ne bom izpostavljala, lahko bi pa poudarjala. Vi se naučite, potem pa greste in preverjate pri poslancih. In bolj, ko je... Gospa, mi odločamo o marsičem. In a veste, kako dolgo... Samo ena in lahko samo jaz to eno temo delam, ne? Zakaj imate samo hudobne prispevke? Mi lahko odgovorite samo hudobne. So, I believe and once again we can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will. I'm well aware that we have some problems. Slovenia is not isolated island. Slovenia is in the middle of Europe, but once again our debt, public debt, is quite lower than EU average, and also unemployment rate. Because we know what we have to do, we can and we will, Mr. Quest. Why not seek help now? Because we don't need help, we just need time. November je. Za leto 2015 pa nažalost še o tem ne morem govoriti. Pa bo več denarja za to? Nažalost o tem še ne morem govoriti. Zakaj pa je to nerealno, recimo v letu 2014? Zaradi tega, ker je november. November je, ne. Se sredstvo ne da nekako Ne da se delati. November je. Tukaj ni hec, sprejemamo zakone. Mi smo ena izmed vej oblasti. Pa mogoče samo še za en primer, kjer se je zgodila računalniška napaka. Ne vem točno, kjer je država, bila Danska, Nizozemska ali Norveška. Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju, ko so usporedno glasovali digitalno in tudi fizično. Jaz samo to povem. Slovenska nacionalna stranka bo delala za Slovence in za nobenega drugega. In zdaj se vam pa lepo zahvaljujem, ker v takmu lekažinu jaz ne bom več sodeloval. Hvala lepa. Dobro. Hvala lepa, gospod. Jaz pa repliko še. Jelinčič, izvolite. Jaz sem bil eden izmed imenovanih, ker nisem dal dohodninsko napoved. Zakaj niste dali? Dal jo nisem zaradi tega, ker je Zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna uprava. Vse v redu, gospod Jelinčič? Še živ. Izvolite. Na žalost